K besedi vabim gospoda Andreja Štritofa, producenta, predsednika Društva avdiovizualnih producentov Slovenije. Pozdravljeni. Jaz bom malo bolj optimističen, kot je bil Rok, ker mi se srečujemo, večino, naša produkcijska hiša se srečuje z snemanjem TV serij, ki jih na srečo snemamo v Sloveniji in za slovenske gledalce. Kot je bil že naveden primer iz Reke ljubezni, ki se uspešno prezentira tudi na raznih sejmih. Včeraj sem govoril z predsednikom turističnega društva in mi je rekel, da pred serijo so imeli letnega obiska 1500 ljudi na leto, po seriji, pravzaprav v času same serije pa štejejo 16 000 obiskovalcev. Zdaj v letošnjem letu sem ga vprašal, sem rekel, glede na to, da serije ni, kaj računaš, rekel, odzivi na sejmu so fantastični, računamo, da bomo to številko obdržali, mogoče tudi malo povečali. Sem rekel, čestitke, je pa dejstvo tudi, da, kar mi je povedal, da prodajo na letnem nivoju okoli 6000 različnih artiklov z našim logotom in znaki, kar je za to majhno turistično društvo, kot je Krka, itak presežek vseh presežkov. In seveda problem imajo kadrovski, ker pač enostavno ne zmorejo, vaščanov je premalo, da bi se lahko vsi ukvarjali s turizmom, kar jim seveda ta nadaljevanka ponudila. Tako da hočem reči, da te učinki so dejansko v praksi primerljivi, pravzaprav jih lahko preštejemo, ovrednotimo. Dejstvo je to, da smo mi 2 leti snemali na Krki, to so bile 4 sezone po 75 epizod, delali je 150 redno zaposlenih ljudi, ki so imeli delo, plus tega je kot tam učink dodaten bilo na projektu še dodatnih 2500 ljudi v obliki statistov, v obliki lokalne skupnosti in tako naprej. Kar pa je tudi zelo zanimiv podatek, povprečna gledanost vsak večer, ker serija, pravzaprav TV nadaljevanka se je predvajala od ponedeljka do petka, je bila 36%, kar pomeni, da slovenske vsebine ljudje zelo radi gledajo, pravzaprav si jih želijo. In tudi recimo zdaj zadnji primer Jezero, ki je imel izjemne številke, 250 000 gledalcev, mi nekaj malo več, 300, ker smo pač malo lažja vsebina, in seveda zajamemo širšo populacijo gledalcev. Dejstvo je, da TV serije so zdaj tudi končno v 10-letni zamudi tudi pri nas nekak trend. Upam, da se bodo te trendi razvijali v pravo smer in da bomo lahko še več teh vsebin gledali pri nas. Bom pa tudi o tem nekaj malo povedal. V glavnem rad bi še tle poudaril, da se mi načina produkcije lotevamo malo na drugačen način, kot se kolegi, ki so vezani na seveda določene lokacije, ker pač naročnik ima jasno izdelano strategijo, kaj hoče pokazati v oglasu. Mi imamo na srečo toliko svobode, da lahko bodoče partnerje, pravzaprav okolja, zbiramo že v samem začetku. In glede na to, da imamo tudi, rečemo temu, ne bom rekel slabo izkušnjo, ampak recimo neodzivno izkušnjo v Slovenski Istri, kjer smo delali prvo serijo Usodno vino in lokalna skupnost absolutno ni prepoznala tega kot neko možnost, tudi verjamem, zakaj ne, saj to je dosti bogata regija in smo jim bili prej v breme kot mogoče v nek plus. Kolegi, ki so delali v Brdih, so to tudi uspešno izkoristili. Štorija je bila prepoznavna, v Brdih govorijo še danes v pozitivnem smislu, da pač štorija je nekaj, kar so oni
prepoznali kot nekaj, kar jim absolutno pomaga v turističnem, v promocijskem in ne vem kakšnih še oblikah. Ne. Dejstvo je, da pač TV vsebine imajo dejansko velik potencial v Sloveniji. Tako kot je že prej Rok rekel, mi si izmenjujemo kadre, kar je meni dobrodošlo, kajti ljudje, ko nimajo dela na oglasih, se izmenjujejo pri nas na seriji. Mi imamo možnost, glede na ne tako zahtevnost dela, da izobražujemo kadre, ki potem, ko presežejo neko določeno znanje, lahko preidejo v delo na TV oglasih ali pa na filmih, kar je seveda dobrodošlo in v bistvu smo nek tak moderni inkubator delovne sile. Ne. Dejstvo pa je tudi to, da smo, glede na to, da je Slovenija tudi na tem področju relativno omejena, kar se meni zdi izredno zanimivo to, da smo poskusili z kadri 50+, ki so načeloma v Sloveniji nezaposljivi, pri nas pa se je izkazalo, da za določena dela so absolutno uporabni in celo boljši delavci kot recimo mlajše generacije, ki se šele uvajajo v to delo. Ne. Zdaj bi mogoče še nekaj povedal o dveh zakonih, ki sta pri nas, in sicer en je tako imenovane kvote AV del, ne, ki se v Sloveniji ne spoštuje, pravzaprav že dolga leta obstaja ta zakon, ampak nihče ga ne upošteva in žal pač je samo napisan, kar je velika škoda za vse nas, ker po nekih podatkih, mi bomo seveda naredili študijo, to smo si zdaj zadali, da bomo ta zakon razčlenili, pravzaprav razdelali, ne, bi se tle audiovizualnih vsebin, filmov in vsega, kar tukaj so, absolutno več delali, kot se dela zdaj. Vsi učinki, o katerih smo danes govorili, bi bili seveda multiplikativni in mislim, da je to nekaj, kar že imamo, ampak žal pač ne spoštujemo. Ne. Zdaj, druga stvar, ki bi še mogoče omenil, je bolj sicer Rokova domena, ampak tudi naš se zelo tiče, ne, je zakon, ki ga imamo, ki pa nas v izvedbi otežuje. Ne. To je snemanje z mladostniki od 1 do 15 let. Ne. Veliko filmov se snema, v velikih filmih otroci in mladostniki nastopajo, ne. Ampak trenutna zakonodaja nas v tem delu absolutno samo omejuje. Ne. Postopki so dolgotrajni, zdaj so kolegi, ki so se s tem pred 2 letoma ukvarjali, vseeno malo te postopke omilili, ampak dejstvo je to, da še vedno je nekako predpisan čas za otroke, pravzaprav mladostnike, 2 uri snemanja na dan, kar mislim, da vsakmu pove, da se mladinskih otroških filmov tako rekoč ne da na ta način snemati, ne. Ker bi potem produkcija tazga filma trajala, ne znam zdaj na pamet oceniti, ampak po moje 90-100 dni, kar pa naši budžeti enostavno ne prenesejo. Hočem reči, tle sta 2 zakona, ki sta, eden se uporablja intenzivno, ne, eden pa žal ne. Toliko iz moje strani, no. Bil sem mogoče malo kratek, ampak mislim, da sem povedal. Hvala lepa. Gospod Andrej